Lepo pozdravljeni v posebni dobrodelni izvedbi kviza, kamor smo povabili znana politika in njuna pomočnika. Kot prva sta z nami Janez iz Grosuplja in Branko iz Kranja. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ne vprašam, ste tukaj kot sodelavca ali kot prijatelja? Sodelavca. Sodelavca. Aha. Mislim, sodelavca oziroma nadrejeni, podrejeni. No, v prostem času pa sva prijatelja. Sodelavca. Branko. No, prav. Spoznajmo še drugi tekmovalni par. Z nami sta Tanja in Aljoša. Ja. Zdrav. Pozdravljeni. Zanimiv par. Kako sta se pa vidva spoznala? Ja, naša stranka je imela preveč negativne publicitete, zato smo prosili Aljošo, da nam pri tem pomaga. In on je seveda rade volje priskočil na pomoč. Ob primernem plačilu, seveda. Ne. No, denar je pomemben tudi v današnjem kvizu, kajti zmagovalna ekipa bo nagrado v višini 500 evrov lahko namenila dobrodelni ustanovi po svoji izbiri. Računalnik je določil, da kot prva začne rdeča ekipa, Janez in Branko. Lepo vas prosim, da nikoli niso bila in nikoli ne bo rdeča ekipa. To je zgolj slučajno, samo zato, ker imata rdeče nalepke. Ne, čakajte, rdeče sta ona dva in naj kar začneta. Naj bo. Začenjata Tanja in Aljoša. Pa poglejmo, katere je naše naslednje geslo. Iščemo besedo, ki opisuje človeka, ki težko ostane buden. Tanja, Aljoša, katere 3 črke boste izbrala? Izbrala bova črko Z, ki simbolizira zmago, Zmago, črko P, ki opisuje najin ponos, ponos, in pa črko C, ker skupaj sva celota. celota. Aha, Z, C in P. Pa poglejmo. Boste ugibali? Da, poznam rešitev. Človek, ki težko ostane buden, je zaspanec. No, se opravičujem, ampak za spanec sta 2 besedi. Lahko to izgovorite brez delitve besede? Seveda, geslo je zaspanec. No, žal tega odgovora ne moremo priznati, ker za spanec ni isto kot za spanec. Torej, minus 10 točk za vaju. Na vrsti je desna ekipa. Vajna beseda ima 10 črk in opisuje akt nasilja. No, torej mi dva bo izbrala črko S, črko D in črko S. Se opravičujem, črko S ste izbrali 2-krat. Ja, in pri tej izbiri tudi ustrajava. Tako je. No, prav. Pa poglejmo, če geslo vsebuje vajne črke. Samo D. Boste ugibali, za kakšen akt nasilja gre? Seveda, geslo je udbo mafija. Mislim, da je to smešno, tako enostavno. Žal je odgovor udarjanje. In tudi vidva imata v tem primeru minus 10 točk. O zmagovalcu bo torej odločal finalni krog in žreb je izbral, da odgovarja Aljoša. Aljoša, za zmago morate uganiti žival, ki živi v afriških savanah in se začne na črko N. Mislim, da tu ni potrebno filozofirati, ne, čeprav bi rad. Odgovor je noj. Ne, noj je žal prekratka beseda. Pravilni odgovor je nosorog. Ja, pardon, nisem videl cele besede, ker pač lasje, ne. Ja, no, ker niste uganili, sta zmagovalca dobrodelnega kviza postala Janez in Branko. Čestitke. Hvala lepa. Komu boste namenila nagrado? Ja, denar bova podarila žrtvam slovenskega krivosodja. Res? Hvala, Branko, ne bi bilo treba. V redu. No, in srčna hvala vsem vam za sodelovanje, vam, dragi gledalci, pa za ogled. In se vidimo prihodnjič.